gori, če se prav spomnim. Pa se nam zdi nelogično, kaj zdaj tale na robu vasi na nekem klancu, ena kapelca, ampak mi smo zdaj prišli po glavni cesti iz Sodražice na Goro in Loški potok. Do 1894 je bila to glavna cesta. Zdaj, kakšna je bila ta glavna cesta, si lahko predstavljamo. Verjetno je dober kolovoz, vsi vozovi in tako naprej. In peš, in vidite spodaj kapelca Janeževa, družina Janež postavila, ni vaška, je družinska, vedeči po domače. In ko pridemo na vrh klanca, zdaj smo dobrih 200 metrov se dvigalni, pridemo spet do kapelce. Je bila stara kapelca, odkdaj točno je, se ne ve, verjetno več kot 200 let stara. Za nas je pomembna letnica 1860, ko jo je Magdalena na svojo željo in tudi prispevki denarnimi dala obnoviti, torej pozidati, torej povečati in pa noter postavila tudi kip Brezmadežne. No, ljudski glas se hitro pozabi, pa so mi rekli na gori, da je posvečena Rožnovenski materi Božji. Potem pa meni gospa Vida Arko, ki lepo vzorno skrbi za kapelce, je tudi daljna sorodnica Magdalene Gornik, pa najde staro sliko, ki je tamle ob informacijski tabli in na kapelci piše tako: O Marija, brezmadežna, sprejmi vse nekaj takega, ki k tebi pribežimo. In žal so ta napis prepleskali v zadnji obnovi. Jaz upam, da kadar se bo obnavljala, da ne bodo vprašali in da ta napis damo nazaj. Drugače je pa za obnovo kapelce 2006 zelo potrudil že pokojni gospod Kraljič Janez, oče od Martine Kraljič, ki je napisala knjigo. On se je v svojem času zelo trudil, da bi se to obnovilo, grob in tako naprej. Tako da je tudi tam posebej omenjen 2006, je bil torej blagoslov prenovljene kapelce, se je pa tudi vmes parkrat obnovila. Bi pa še eno stvar povedal, kako je bila Magdalena na tekočem, ona je znala pisati in brati. In je tudi druge deklice poučevala na gori za pisanje in branje, kar je za tisti čas 170 let nazaj izjemna redkost. Izjemna redkost, to verjetno večino od vas povedala, pa je treba povedati. No, in ona se je vsem kapelci nosili tudi, kadar ni mogla hoditi, veste, da je bila več let hroma. In so jo sovrstnice, tovršice nosile tukaj do kapelce. Ona je poskrbela kapelci ta krasen kip, ki si ga lahko tudi slikate, Brezmadežne, to se pravi, ta verska dogma je bila nekaj let prej razglašena, ona je to vse spremljala in to dogajanje v Lurdu, so bile leta 58. Tako da to, morda en tak zanimiv podatek. Kapelca je pa potem služila marsičemu, bila je tudi postaja, mi je povedala gospa Vida, ko so bile še telovske procesije na gori, ki jih že dolg ni več, je bil tukaj eden od oltarčkov telovske procesije, pa potem šmarnice, pa tudi občasno je maša, je pa vidno kar lepo obiskano. Tako da bomo vedeli, zakaj je tukaj ta kapelca. Da ima zelo zanimivo lokacijo, da ni to nekje na robu, ampak je bila ob glavni cesti. In ko so na vrh prišli, tako kot mi, so bili verjetno naši predniki marsikdaj prešvicani, utrujeni, pa so se malo odpočili, pa še malo priporočili. Tako ne, kako je to pametno, vse dar je dobro. Veliko bolj kot danes, ne?